Dobrodošli v drugem delu, pred kamero Andrej Čuš. Sedaj smo debatirali v pauzi, da se ponavadi sprašuje, kaj boste naredili, če boste župan. In ker Ptuj Liks nekako ni v tej množici, ki so vsi nekako podobni, bomo vprašali, kaj ne boste naredili, če boste župan. Kaj ne bom naredil? Ne bom poslušal botrov ali pa stresov iz ozadja, kako voditi mestno občino pa razvoj mesta naprej. Kaj ne bom naredil, da ne bom spreminjal OPN-ja, tako kot bojo ljudje grozili ali pa zahtevali. Kaj še ne bom naredil? Če sem iskren, verjetno v prvem letu niti ne bom vsega mogel narediti, kaj zdaj govorim. Lahko pa prisežem in se javno zavežem, da bom pa zavihal rokave in delal od jutra do večera, da se res nekaj premakne naprej. Da, kot Ptuj Liks povem, kandidat Čuš bo podpisal tisto izjavo o odstopu, kar mu da zelo veliko težo, vsaj tukaj v našem mediju in tudi širše, kot vidimo. In potem vprašamo, ker je taki fajn intervju, ker kot še enkrat poudarim, no Ptuju sedensko vsi poznamo, kako preprečiti tisto bojazen, ki jo morda nekateri politični sopotniki, nasprotniki starega Čuša imajo, ja, saj če bo Čuš župan, bo ti njegov fotor župan v senci, bo ali ne bo? Moj oče se politično pokojil in mislim, da s tem povedano vse. Jaz niti ne vem, kaj vse on počel, kaj je bil, kaj je s kom imel konflikte. Jaz danes pač, ko grem po Ptuju, pa mi kdo, kaki starejši gospod reče, ja, s tvojim starim sem se kregal, bla, bla, bla. Jaz sem rekel, gledajte, gospod, jaz ne vem, kaj ste imeli, vabim vas, da gremo spit kavo, se pogovorimo. Verjamem, da kaki konflikt, vse to pa vso to prisotno, med ljudmi, med možom pa ženo, med fantom pa punco. Jaz pač mojega očeta spoštujem, ker mi je oče in to bo vedno ostal, očeta pa malo imaš samo enega, pravijo. Zagotovo pa treba pač vedeti, da na mene ne more nišče vplivati, niti z navodili, niti z nekimi zavezami ali pogodbami, ki jih je bivša stranka vsiljevala. To, kaj bom podpisal vam, bom prostovoljno podpisal. Tako da, jaz sem suveren in neodvisen človek, bom pa poslušal stroko. Saj, če skočimo v besedo oziroma, ko si že končal, saj toliko se že poznamo, to je čist tak en sofisticiran način. Da se vidi, mi smo to na Ptuj Liksu letos prišli do tega, ker se nam zdi, da neke zadeve izpred 4 let pa kasneje z nekim rušenjem česa, čeprav je morda takrat bilo treba, ne bom rekel, da je bilo narobe, ampak ne zadnje se tudi mentaliteta mesta razvija, da je boljše na nek tak način simbolika, jaz sem tudi takrat rekel, gre za simbolično gesto, ja, ne moreš pol nekoga s pištolo na čelo prisiliti, ampak takoj začutiš, kdo skapira finto nekega takega poziva, ker je v srcu res dobro misli, pa tudi, če gre samo za simboliko, ki se da v predal. In to je zelo bistveno. Torej, praviš, da Čuš je suverena osebnost, se da Čuša s čim podkupiti? Če bi me kdo gledal, bi rekel, mogoče s kako čokolado. Samo mislim, da ni denarja, pa ni stvari, ki bi me podkupile. Politik se... Jaz bom tako rekel, politikant se vedno odloči za najlažjo pot v življenju. Jaz bi še danes mogoče bil v SDS-u, pa bi bil poslanec. Bi še mogoče danes kaj drugače naredil, ampak sem se pa odločil to kot človek pri polni zavesti. In je bilo moje življenje, pa ne samo moje življenje, tudi mojih bližnjih, precej oteženo. Tudi danes še se to čuti, ampak to sem naredil s tem, ker imam pač tisto v gatah, pa ker imam srce, pa ker imam tudi hrbtenico. In en vic je, ki pravijo, da politiku ne mreš, česa ne mreš politiku, da politiku lahko, se opravičujem, gre pač v tej smeri, da pravi, da politik tak nima hrbtenice in da vedno pade. Zdaj za zaključek drugega dela, ko si rekel to SDS pa izstop, smo spremljali. Lahko potrdiš, kot človek, ki je bil deležen teh
kar imenujemo jih medijskih pa spletnih forumskih linčev, je to zelo velika mentalna nesnaga, ko se tako spravijo na nekoga. Ni to, mislim. Ja, kaj mi je tega treba, se človek vpraša, ne, ker... In v bistvu pač človek, ki je tega deležen, spozna, da gre en zelo tak nekulturen način. Pa v bistvu je nasploh že v Sloveniji problem delovanje medijev, ki bi naj bili četrta veja oblasti, ne. Tudi oni delujejo po principu svojih lastnikov. Mi nekega kvalitetnega javnega servisa, verjamem, da imamo dobre novinarje, ampak uredniki pa lastniki so pa tisti, ki krojijo usodo, ne. In jaz pač pravijo ljudje, da naj tega ne berem, naj se ne obremenjujem s tem. Jaz pač to pogledam, ker me zanima nek odziv, kako ljudje razmišljajo, ne. Je pa smešno, ko na koncu vidiš neke fake profile na forumih, na Facebookih, ko ti neke bedarije piše, ne, ko bi ljudi vprašal, kako izobrazbo sploh imajo. Tako da jaz pač se s tem nekaj pretirano ne obremenjujem. Znam pa se tudi sprostiti, tako da znam živeti življenje. Torej za tiste skeptike, ki kandidata Čuša opazujejo, pa bi rekli, je vrede, samo spomnimo se tistih let nazaj, zdaj samo vprašanje odgovor, ja, ne, ker mora politi tretji del, je SDS pri Čušu preteklost, ja ali ne? Je. Se pa zavedam tega, kar je bilo in to bom spoštoval. Dobro, se vidimo v tretjem delu.